da smo tu, kjer se je v Ilagoli rodila nova slovenska država, tako nekoč osvobodilna fronta. Samo s to razliko, da se je rodila edina poštena država. Zdaj bomo končno naredili red. Posebej bi se rad zahvalil našemu velikemu vodji Janezu Janši. Zdaj je to ta država končno dobila šefa, tako si ga zasluži. Res, ker treba je narediti tu red. Treba je vse postaviti prezid, pa šut z glavo, če bo kdo kaj preveč piskal. Tak je, mi smo tu, v toti sobi, notri, kjer se je kula naša nova država Slovenija. Tu gor na zidi, vidite, je že cvek pripravljen, pride spominska plošča, kjer se je delala zgodovina slovenskega naroda. Poleg tega smo pa dobili v Sloveniji še enega pravega, izrednega politika, to je Virant, čujte. On je ideal. Na vseh straneh ga hočejo. Toti, takega znajdljivega človeka še v Sloveniji nismo imeli. Še posebej bi se pa rad zahvalil našemu velikemu vodji Janezu Janši, zato ker je ukinil Ministrstvo za kulturo. Tak je treba, tak je treba. Kaj bo zdaj samo to neke si čreve punili tam toti kulturniki? Lepo te prosim. Sami intelektualci, pa tako noben ne razume, kaj oni delajo. Zdaj pride prava kultura. Zdaj pride cajt za ljudsko, za človeško kulturo. Zdaj bojo cerkveni zbori dobili, zdaj bojo amaterji dobili, zdaj se bojo gobelini delali, zdaj se bojo pirhi barvali, zdaj se bojo kvačkali prtički, zdaj se bo to delalo. Toti intelektualci, umetnički, pa naj lepo grejo v službe, popoldne pa zvečer, pa naj se te ukvarjajo s kulturo, če jim je tak do tega. Tako, vse smo videli, čujte. Ja, ko so protestirali pred Cankarjevim domom pa to. Ja, kaj so naredili? Ja, nič, ne? Ker če bi imeli jajca, ne? Te bi šli noter. Ja, seveda, pa bi direktno povedali. Ja, čujte, Janša, sedel v prvi vrsti. Oni, ko so gori nastopali. In kdo kaj rekel? Čujte, noben tudi pisno ni besede, ni pisno. Ja, pa tudi tisti, ki so nagrado dobili. Je kdo kaj pisno? Ne, nobeden. To je samo dve možnosti obstajajo, ne? Ali se strinjajo s tem, da je tako je, ali pa so se vsrali v hlače. Ja, čujte, nam je to super. Izredno, ni treba cenzure, ja kaj pa te, vse avtocenzura že zadosti, ne? Ampak kljub temu, imamo pa vseeno za vsaki slučaj pripravljeno grmado za knjige od totih Makarovičk, pa totih. Pa čakajte malo, no, vse te ne mre zlata dečica Ljudmile Novakove čitati take knjige. Normalno, da ne. Čitamo pa lahko samo to, kaj ona napisala. In tudi delali bomo v teatri, bojo njena besedila izredno lepa. Bojo. Živeli! To bi pa zdaj apeliral na novo oblast, da se slučajno ne bi pedri poročali. In pa da slučajno ne bi pedri imeli frocov. Glejte, to pa oprosti, Ljudmila, to je tvoj resor. Porihtaj. Čujte, pa cerkev, ko se toliko govori proti cerkvi, pa vete kaj? Zdaj vam pa jaz tega pun kurac. Resno vam povem. Pa vete, koliko so oni rabili, da so nagrabili, da so dobili to, kaj imajo. Čujte, stoletja, tisočletja so šla skozi. Vete, koliko ljudi so morali oni poklati, da so dobili to, kaj imajo. Vete, da so oni šli peš do Jeruzalema, pa tam mogli ne vem kaj vse poklati, da so dobili to, kaj imajo. Zdaj pa mi ne bi vrnili, pa čakajte malo, no. Pa tudi koliko, čujte, pa samo ne mi nekdo neha govoriti, da je treba cerkev pa državo ločiti. Samo ne nehajo. Kaj? Ja, da župniki ne bi bili več na plačah pa to. Ja, kaj? A res, ali kaj? Učitelji so pa lahko. Pa je tam dosti več pedofilije, da ne opomovte. Jaz toliko tudi pedofilijo župnike obtožajo, pa to pa dajte, čujte, ljudi moji, pa si lahko vi predstavite, kakva sila je to. Vete, kakva je to sila. Pa kaj te ne morajo mižeki malo potrpeti, če te toti vkikli malo po boža gori doli, pa to. Daj, no, lepo te prosim, no, vse še dobo pol toti keks pa mir daj. Lepo te prosim. Se mu ne bo tako menili več. Resno. Pa saj, če bi bilo to res kaj tako hudega, kaj mislite, da oni ne bi priznali?
Kaj vi hočete meni reči? Da župniki lažejo? Kaj vi meni hočete reči, da papež laže? Pazite se vi meni malo. Pazite se. Ja, čujte. Zdaj se bo to vse lepo sporihtalo. Pri nas, v Tomiskem domu, že visi lepo Janševa slika, noben več ne hodi v trenerke, tako da res, zdaj bomo porihtali. Ja. Čujte, levice se pa itak njemu kaj bat. Vete, če je tak? Ni. No, strahopezdljivci, levičarski, ja, pa salonski levičari, pa samo z luftom napumpane golamdžije. To je to, tako da tu pa mislim, da res ni nobenega problema. Nobenega. Zdaj, sem se spomnil, da mogoče pa malo je škoda, da ni ministrstva za kulturo in to iz enega razloga, ker mislim, da v tem trenutku imamo pa največ dobrih kandidatov, ki bi lahko bili minister za kulturo. Samo v Mariboru, recimo, pogledajte, imamo Ujčiča, imamo Avera, kaj vse sta ona naredila za mariborsko kulturo, pa nasplošno za slovensko, za evropsko, za svetovno kulturo. Čujte, Aver je pripeljal Esmeraldo, čujte, Ujčič, vedno v prvi vrsti, ko papež pride, ko Esmeralda prišla, bo vsod, ja. A ja, seveda, no. Pa Franca. Čujte, oprosti, Franca, skoraj smo pozabili na tebe, res oprosti. Ampak gled, Franca, lepo te prosim, zdrži. Res, zdrži. Glej, univerzijada je pač zdaj žrtev. Razumeš? In zdaj žrtev neka mora biti, da ne bi slučajno kaj poločiteli. Resno, tako da Franca, zdrži, prosim te lepo. V srcu sem s tobo. Ja. Tak. Zdaj pa po poti z Janšo naprej! Dobra klobasa.